Pozdravljeni gledalke in gledalci ob spremljanju torkovega decembrskega VTV magazina. Tudi tokrat smo bili aktivni na terenu in naše ekipe so pripravile naslednje prispevke. Zadnja letošnja redna seja občinskega sveta občine Mislinja je bila na Kopah. Med drugim so svetniki potrdili proračun za prihodnje leto. Svetnice in svetniki občine Mislinja so se na 21. redni seji sveta sestali v veliki dvorani centra Kope. Obravnavali so 13 točk dnevnega reda, med njimi dopolnjen predlog odloka o proračunu občine za leto 2026. V prihodnjem letu je v občinskem proračunu načrtovanih dobrih 17,7 milijona evrov prihodkov in tudi odhodkov. Moram reči, da letošnji proračun je rekorden tudi za našo občino, predvsem iz naslova naravnih katastrof, ki so se zgodile leta 2024 in pa 2024. To je kar približno 10 milijonov evrov. So pa še tudi druge zadeve, kjer jih moramo upoštevati. Radi bi, predvsem je ta vrtec, ki trenutno še ni v proračunu. Jaz verjamem, da bomo uspešni na razpisu in seveda z željo, da v letošnjem oziroma naslednjem letu tudi zasadimo prve lopate in da vrtec vsaj konec leta oziroma začetku naslednjega leta potem tudi zaživi. To je en projekt, ki je zelo nujno potreben za našo lokalno skupnost. Veliko truda vlagajo v projekt Doma za ostarele. Tu se tudi ogromno pogovarjam z ministrstvom. Jaz upam, da bo vlada podpisala ta projekt in da bo tudi, če ne drugo leto, potem leto 27. se ta dom tudi začel graditi. Seveda pot do tja je še daleč, ampak ne glede na to, to imamo v mislih, delamo ogromno na tem, skupaj z domom starostnikov v Velenju. Jaz se seveda želim, da nam ta projekt tudi uspe. Nadaljujemo tudi z vodovodom v naši občini, ker v letošnjem letu ne bo vse končano. Skratka, kar nekaj projektov je, ki si seveda želimo, da se pripeljemo do cilja v naslednjem letu, se pravi leto 2026. Na dnevnem redu pa je bil tudi predlog sklepa o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec oziroma v vrtcu Mislinja. Predlagano povišanje cen je bilo za posamezne oddelke 7,48, 8,35 in 9,48 odstotka, za razvojni oddelek dobrih 14 odstotkov. Po razpravi svetnice in svetniki o tem sklepu niso glasovali. To je najtežje, kar pač mora župan pa tudi svetniki sprejemati, ampak ravno iz vzroka teh povečanja plač, skratka, moramo tudi mi, pa božičnic za naslednje leto, moramo tu mi predvidevati te stroške. V nasprotnem primeru seveda je vrtec, da posluje negativno. Jaz upam, da najdemo skupno rešitev. Seveda smo tudi naložili ravnateljica vrtca, da razišče oziroma če le kakšna možnost je, da kje se lahko stroški zmanjšajo. Moram reči, da mi smo bili uspešni v lanskem letu oziroma v letošnjem letu, da smo namestili te elektrarne, sončne elektrarne, tu je kar nekaj znižene tudi stroškov. Če še tega ne bi bilo, bi bili stroški še dražji. Sicer pa je župan leto 2025 ocenil kot zelo naporno, vendar je z opravljenim zadovoljen. Kajti uspelo nam je večinoma projektov resničiti. Res je, da nismo končali projekta oziroma še nismo začeli projekt Razborca, ki je zelo nujno potreben, ampak delamo na tem, da bi v naslednjem letu šel ta projekt v realizacijo. Ampak druge projekte, katere smo si pa zamislili, pa lahko rečemo, gremo proti koncu oziroma še nadaljujemo v naslednjem letu. Res je, ogromno dela nas čaka, ampak ne glede na to, mi smo zato tukaj in da te projekte speljamo do konca in verjamem, da bo nam tudi uspelo. Tudi leto 2026 bo zelo naporno, pa verjamem, da bomo skupaj z svetniki, občinskimi svetniki, ki se jim moramo na tem mestu res zahvaliti, delamo konstruktivno, povemo en drugemu, kar pač si svoje mislimo, pa na koncu vedno poiščemo kompromis, kar je pa najbolj pomembno, da skupaj ustvarjamo našo lepo Mislinjo. In kakšne so želje za prihodnje leto?
Jaz želim našim občanom, predvsem, da so zdravi, srečni. Želim jim veliko medsebojnega spoštovanja, razumevanja, da smo enotni. Jaz ravno pogrešam to enotnost, takšna enotnost, kot je bila v osamosvojitvi. Seveda tega nikako ne moramo priti, želim pa predvsem, da spoštujemo drug drugega. Jaz verjamem, da ima vsak svoje ideje, ampak na koncu ni važno to. Važno je, da lahko pogledaš človeku v oči, se mu zahvališ, mu rečeš dober dan in greš svojo pot naprej. Želim jim srečno, zdravo in uspešno leto 2026. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol je tudi letos ob iztekajočem se letu pripravil prednovoletni sprejem za predstavnike medijev. Ob tej priložnosti je predstavil načrte za leto 2026. Ob iztekajočem se letu je župan mestne občine Velenje Peter Dermol tudi letos pripravil prednovoletni sprejem za novinarje oziroma medijske hiše. Župan je izkoristil priložnost, da je spregovoril o dosežkih preteklega leta in napovedal ambiciozne načrte za prihajajoče leto. Leto, ki se izteka, je ocenil kot zelo uspešno. Leto, ki ga zaključujemo, ga ocenjujemo seveda v občinski upravi kot zelo dobrega. Škoda ali pa žalost je predvsem ta, da se je na začetku leta zgodila ta tragična nesreča z smrtjo 3 rudarjev in da ob koncu leta je bil na nek način obglavljen tudi naš Titov spomenik kot neka dediščina in konec koncev tudi identiteta našega mesta. Če bi to izvzeli, potem lahko rečemo, da je res celotno leto bilo idealno tako v smislu izvajanja vseh projektov in investicij, ki smo jih načrtovali, kot seveda tudi v programskem delu, kjer smo skupaj z javnimi zavodi, z različnimi organizacijami in institucijami naredili res veliko prijetnih dogodkov in lahko rečem, da je življenje v letošnjem letu tukaj v Velenju bilo res prijetno, če seveda izvzamemo ta dva dogodka. Incident odstranitve glave spomenika Tita na Titovem trgu v središču Velenja je ostro obsodil. Jaz sam bi predvsem apeliral tudi na vse občanke in občane in pa tisti, ki pa spoštujejo to vrstno kulturno in zgodovinsko dediščino, da poskušamo tudi v teh časih predvsem izvajati strpno politiko. Jaz mislim, da od odpiranja zgodovinskih, bom rekel, ideologij pravzaprav naša država nima kaj dosti, še manj pa ljudje in da moramo v tem času, predvsem tisti, ki seveda se tega zavedamo, strniti vrste in se ukvarjati predvsem z aktualnimi izzivi. Tistimi izzivi, na katere lahko danes vplivamo in s katerimi lahko seveda, preko katerih lahko tudi zagotovimo boljše in kvalitetnejše življenje, bodi si občank in občanov tukaj v Velenju ali pa državljank in državljanov. Zato si želim, da bi kakršnikoli shodi bili seveda predvsem mirni, spoštovani in kot rečeno, tudi ko si župan, predsednik države ali predsednik vlade, si konec koncev predsednik ali župan vseh ljudi in moja, bom rekel, želja je, da seveda tudi preko svojih nadaljnih odločitev poskušam ustvarjati zaupanje tudi pri tistih ljudeh, ki mogoče nimamo pri določenih vprašanjih istih pogledov. Leto so zaznamovale številne investicije in tako bo tudi v prihodnjem letu. Danes je Velenje, lahko rečemo, eno veliko gradbišče z investicijami, ki jih izvajamo, bom rekel, iz sklada za pravičen prehod, torej v procesu prestrukturiranja te regije, investicij, ki jih izvajamo iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in če pogledamo še izgradnjo tretje razvojne osi, potem res vidimo, da se pravzaprav na vseh segmentih podoba tega mesta spreminja, da je to nekaj tistega, kar po eni strani seveda danes obremenjuje naše mesto in naše okolje, pa tudi naše občane, po drugi strani so pa to seveda tisti posegi, ki ustvarjajo tudi nove priložnosti. Zato se veselim, da konec koncev smo začeli aktivno za to preobrazbo in pričakujem, da bomo seveda tudi v zastavljenih rokih uspešno realizirali vse, kar je načrtovanega in da bo Velenje po tem obdobju res tisto mesto, kjer bo življenje res vredno, kjer bo lepo živeti, kjer bodo neka nova delovna mesta, kjer bomo imeli, bom rekel, zagotovljen normalen družbeni razvoj in kljub temu seveda, da bomo vedno znova se ponosno ozrli tudi v našo preteklost. Ob oceni opravljenega dela v letošnjem letu je župan povedal, da konec leta ne bodo povišali delež cene, ki ga za otroke
otroke v vrtcu plačujejo starši, ampak se bo za to razliko povišala subvencija mestne občine, to pomeni približno pol milijona evrov. Marsikdo bi rekel, da pri 120 milijonih evrov proračuna seveda to ni velika težava za občinski proračun, ampak potrebno je vedeti, da je vsaka subvencija na nek način obremenjujoča tudi za občinski proračun, ampak tako kot smo v preteklosti, kot rečeno tudi v letošnjem letu, približno 3,7 milijona evrov dajali za to, da smo zagotavljali neko socialno varnost z različnimi programi in ukrepi naših občank in občanov. Verjamem, da lahko še z dodatnimi sredstvi tudi preprečimo, da bi se, bom rekel, tudi odločitve na eni strani države pa lokalnih skupnosti vsako leto in vedno znova prenašale na naše občanke in občane. Zato smo se tudi odločili, da bomo seveda predvsem pri vprašanju dviga cen vrtcev sprejeli odločitev, da bomo uvedli dodatne subvencije na samo ceno. To pa tudi zaradi tega, ker vidimo, da lahko, bom rekel, v naslednjem šolskem letu tudi z določenimi ukrepi še ustvarimo nek dodaten prihranek in je boljše, da zdaj pravzaprav to razliko pokrijemo z občinskega proračuna in kasneje z določenimi ukrepi seveda tudi razbremenimo samo subvencijo. Povedal je tudi, da je s sprejetjem predloga zakona o razvojnem prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške premogovne regije zadovoljen. Verjetno se bo zakon kadarkoli v prihodnosti še, vkolikor bo to potrebno, tudi spreminjal in prilagajal določenim okoliščinam. Sicer danes veliko mero gotovosti trdijo, da seveda premoga več ne bomo potrebovali, lahko se tudi ta okoliščina spremeni, skratka veliko je tukaj vprašanj. Zdaj, kar je za nas zelo pomembno, oziroma zelo težko rečem, da zakon ni sprejemljiv, če se približno 300 milijonov evrov sredstev pripelje v sašo regijo, potem moraš biti s tem tudi zadovoljen, čeprav zelo odkrito, če bi seveda sami pisali zakon, bi ta zakon zgledal nekoliko drugače, kot zgleda danes, ampak kljub temu predstavlja zelo dobre temelje za razvoj našega mesta, naše regije in kar je zelo pomembno je seveda v naslednjih korakih to, da 200 milijonov evrov, ki je namenjenih za realizacijo programa, ki se bo pripravljal, da v naslednjih tednih, seveda takoj po sprejemu samega zakona v Državnem zboru, se ustanovi tudi delovna skupina, ki bo pripravila ta program in ko bo ta program pripravljen, bomo pravzaprav tudi videli, katere vse ukrepe bomo lahko preko tega programa podprli. Po županovih besedah pa je cilj predvsem odpiranje novih delovnih mest in primerno prilagoditi družbene podsisteme novim gospodarskim izzivom, ki prihajajo v to okolje. Zavod za gozdove Slovenije je tudi letos podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov. Med 14 prejemniki priznanj je iz celjske območne enote zavoda priznanje prejel Jože Lebar. V Sloveniji je več kot 400 tisoč lastnikov gozdov. Zavod za gozdove Slovenije vsako leto v svojih 14 območnih enotah izpostavlja tiste, ki izstopajo po skrbnosti, zglednem gospodarjenju, tesni povezanosti z gozdom in razumevanju njegove večnamenske vloge. Zelo pomembno je tudi sodelovanje lastnikov z javno gozdarsko službo. Gospodarjenje z gozdovi ni samo sečnja. Sečnja je samo en del gospodarjenja. Pomembno je tudi nega mladih gozdov, ker tam v bistvu vzgajamo gozd za naše zanamce. Pri sečnjem pa treba tudi biti pozoren na varnost, kar se tiče varnost sečne spravila, ker so lahko poškodbe zelo hude, zato je pomembno, da lastniki pri sečnjem spravilu uporabljajo tudi primerno varnostno opremo. Pomembno je pa seveda tudi skrb za gozdne prometnice, se pravi za gozdne vlake, gozdne ceste, tudi te treba redno vzdrževati. In pa važno je tudi, da se gozd stalno pregleduje, tudi zaradi škodljivcev in bolezni. Iz celjske enote Zavoda za gozdove je letos priznanje najskrbnejši lastnik gozda prejel Jože Lebar, ki živi v Velenju oziroma v zadnjem času v Vinski Gori. Gozdove pa ima tudi na območju Ponikve pri Žalcu. Ja, letos prihaja najskrbnejši lastnik iz celjskega območja za naše krajevne enote. To je lep primer dobre prakse, v bistvu vzorno delo z gozdom, tako kar se tiče gojitvenih del, kot tudi sečnje, skrbi za gozdne prometnice, se pravi, celoten odnos do gozda je res, bom rekel, vzoren. Gospod Jože je lastnik, ki, bom rekel, ki zna razmišljati za glavo. Bistveno je več časa delal v Ljubljani, v betonu. Mislim, da mu je
manjko tisti stik z naravo. In ta stik z naravo je razvil takrat, ko je dobil nekaj od strica, nekaj potem sam kupil in na ta način se je potem malo bolj povezal z naravo. Nekako malo bolj čuti delo, odgovornost, ni mu čisto vseeno, kaj se dogaja v naših gozdovih, ampak vemo, da če se bo vse poštimalo, kar se tiče glede zakonodaje, se bo lahko tudi vse ostale stvari. Jože Leber, ki je delovno dobo oddelal na Ministrstvih za pravosodje in javno upravo v Ljubljani, ima trenutno 19 hektarov gozdov na več parcelah. Začelo se je pred 20 leti, ko sva z ženo razmišljala, torej oba sva v državni upravi bila zaposlena, zdaj sva že oba v penziji. No in sva razmišljala, da bo treba nekaj početi, kar bi pomenilo neko dejavnost v naravi, na svežem zraku, s čim manj ljudmi, ker oba sva delala z ljudmi. No, potem je bila pa varianta, da bi se začel s tenisom ukvarjati, pa žena tudi, pa golf, pa tako naprej, ampak to smo pol ugotovili, da ni za najo. Midva sva bolj kmečko naravnana. No in ravno v tistem času sem srečal gozdarja revirnega, to je Edo Kugler. In beseda da besedo in je rekel, veš, ena hosta se prodaja v Črnovi. No in tam so bili moji začetki, to je bilo pred 20 leti. Potem se je pa zadeva širila. Torej, če je bila kakšna parcela, ki je bila zanimiva, sem jo pač kupil. In to je potem ratal nek družinski hobi. Vendar hobi z veliko posluha in vsakodnevno skrbjo za gozd. Kjer je volja, je tudi pot. Začel sem tako, da sem najprej šel na srednjo šolo v Postojno, nabavil vso literaturo, ki je bila na razpolago, in seveda to najprej preštudiral. Potem v nadaljevanju sem opravil tudi tečaj za sekača. Kar se pa praktičnega dela tiče, sem imel pa enega znanca, ki je žal že pokojni, ki je bil gozdar in je tudi v popoldanskem času podiral. No in njemu se je zdelo zelo fajn, meni pa tudi, in zmeraj me je potem zraven vzel. Tako 2 meseca sem hodil z njim po hosti, kadar sem le mogel. No in seveda, ta prvo sem samo gledal, potem sem si upal pa tudi že kakšno smreko podreta. Zdaj ima seveda veliko izkušenj in znanja, kot pravi, je ena sama napaka v gozdu lahko usodna. In kaj mu pomeni priznanje najbolj skrben lastnik gozda? To priznanje pravzaprav sem ga bil vesel, ker sva z ženo pravzaprav se kar precej trudila, ampak ne zaradi tega, da bi bila potem nagrajena s kakšnim priznanjem, ampak seveda tako priznanje človeku godi, ker potem ugotovi, da ves tisti trud le ni bil neopažen. In seveda vsaka taka zadeva je prav fajn, prav pomirjujoča, bi rekel. Lastniki, ki se zavedajo pomena odgovornega, strokovnega in sonaravnega ravnanja z gozdovi, so zagotovilo, da bo Slovenija tudi v prihodnje bogata z zdravimi gozdovi. Motoklub Netopir iz Šoštanja je v sklopu vsakoletne dobrodelne akcije Božički in Božičke na motorjih tudi letos obiskal Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Dobri možje z brado so pretekli petek preplavili dvorišče Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna ter njihovim varovancem razkazali svoje jeklene konjičke. Ob zvoku motorjev in s toplino v srcih so prinesli nasmehe, veselje in kanček praznične čarobnosti. Kot je povedala direktorica centra Breda Božnik, takšni trenutki v spominu njihovih varovancev ostanejo še dolgo potem, ko motorji utihnejo. To ni zgolj in samo obisk motorjev in božičkov, torej dobrih mož, ampak je to pravzaprav tudi na nek način darovanje tega motorističnega kluba, ki v bistvu poleg tega, da nas obiščajo, da prinesejo nekaj veselja v hišo, prinesejo tudi darove, torej darila, ki jih mi potem med naše uporabnike tudi seveda razdelimo. V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je povprečno nastanjenih okoli 180
180 oseb v starosti od 3 pa vse do 72 let. Vsako leto pa odprtih rok in z rahlim strahospoštovanjem pričakajo najbolj glasne božičke. Malo se tudi nekateri bojijo teh rohnečih mašin, pa vendarle, ti božički so tako zelo prijazni, da naše varovance tudi posedajo na te motorje, lahko potrobijo, lahko se slikajo, lahko se z njimi objamejo, tako da jaz mislim, da je to eno vsesplošno veselje. Namen obiska božičkov na motorjih je razveseliti vse prisotne na tem vsakoletnem dogodku ter popestriti decembrske dni varovancev omenjenega doma, ki ga Motoklub Netopirji Šoštanja letos organizira že 9. leto zapored. Najbolj se gre za to, da pričaramo tem otrokom oziroma varovancem nasmeh na obraze. Kajti, kot sami veste, da imajo zelo malo stika z zunanjim svetom in vsako leto komaj čakajo, da se mi pripeljemo okrog. Družba prijetna, ko pride, komaj čakamo, da naredimo en krog po Dobrni, v tem primeru, in potem, da pridemo sem, se poveselimo, se malo za roke držimo, se malo plešemo, pa tako naprej. Glavni občutek je božanski. Božički in božičke na motorjih pa o tradicionalni 10. dobrodelni akciji razmišljajo že zdaj. Na ta dogodek se pripravljamo več kot 1 leto prej, se pravi, ker v Zvezi motoklubov Slovenije moramo imeti koledarje, se pravi, do 15. decembra mora biti koledarji za naslednjo leto formirani, se pravi, da več kot 1 leto naprej so že datumi znani. Tako da imamo že sedaj datum za naslednjo leto, je že določen. Zbirno mesto božičkov je vsako leto na parkirišču pri krožišču na Dobrni. Od tam se odpeljejo proti središču Dobrne, kjer s trobljenjem pozdravijo mimoidoče, pot pa jih potem pelje vse do Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Vsako leto pa pri omenjenem konvoju božičkov sodeluje tudi najstarejša božička na motorju. Ja, že kar par let hodim sem. Prvič, ko sem bila, sem se na smrt razjokala in tudi vedno, ko pridem sem, se mi nabirajo solze sreče, ko vidim, kako so z malim zadovoljni ti ljudje, ti otroci, kako so nas veseli. Ne vem, se mi zdi, da ne morem opisati tega toplega doživetja. No? In to toplo in iskreno doživetje smo ob obisku videli in občutili tudi mi. Da boste vi še bolj podobna tudi božičkom, tako kot mi, bomo vam pa eno tatole kapo dali. Poglejte, a bi jo imeli? No, evo, gledajte, tako bomo naredila. Vizija Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je postati in ostati najboljši center v Evropi za nudenje vseh zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev, ki jih potrebujejo osebe s posebnimi potrebami. Ne samo z dogajanjem v decembru, ampak tudi s projekti, ki njihovim varovancem lepšajo dni skozi celo leto. Mi se zelo trudimo, da december našim varovancem naredimo lep, na nek način spokojen, umirjen, ker vendarle so to dnevi, ki bi naj bili umirjeni, hkrati se pa pri nas ogromno dogaja in seveda tudi to je nekaj izmed vsega tega. December je praznični mesec tudi za VTV, vašo televizijo Velenje. 17. decembra praznujemo 35 let druženja z gledalkami in gledalci. Dober večer, spoštovane gledalke in gledalci, dragi Velenčani. Gledate Velenjsko televizijo. Dober večer. Danes je pomemben dan. Zagotovo bo ostal zapisan v analih velenjske zgodovine kot dan, ko se je VTV prvič oglasila v vaših domovih s svojim programom. Pravzaprav z vašim programom. Saj je vse, kar smo pripravili danes in bomo poslej redno pripravljali vsak ponedeljek, namenjeno vam, gledalcem.
Bilo je 17. decembra 1990 v studiu na Stantetovi 2 v Velenju. Z oddajanjem programa je pričela lokalna televizija. Nekaj me je gnalo. V Velenju smo imeli kabelsko razdelilni sistem. Mislim, da je to prvi v Sloveniji, ki ga je upravljalo Gorenje servis, in ker smo imeli ta sistem razvejan, sem začel razmišljati, pa bi bilo dobro, če probamo narediti še en lokalni studio. Namreč imel sem tonski studio najprej v kleti na prejšnjem naslovu Stantetove 2 Velenje, in pol seveda sem rekel, pa dajmo probati, ne. Ideja je dala idejo, srečal sem ljudi, ki so enako razmišljali kot jaz, in nastala je prva lokalna televizija v Šaleški dolini oziroma sploh na Štajerskem. In mislim pa, da smo v istem letu nastali VTV Velenje kot lokalna televizija in pa televizija Novo mesto. Julija 1991, v prelomnih časih tudi za Slovenijo, smo pričeli pripravljati več oddaj tedensko in s kamero smo seveda spremljali tudi osamosvojitveno vojno. Sledil je tehnološki in vsebinski razvoj. 3. decembra 1993 je VTV postala regionalna televizija, saj smo takrat prvič predvajali program prek oddajnika Plešivec in s tem razširili vidnost našega programa. 14. decembra 2010 je VTV začela z oddajanjem digitalnega signala v lastnem multipleksu z oddajniških točk Plešivec, Malič, Laško in Čreta v Savinjski dolini. Mi smo nekako z oddajniki zamenjali 4 generacije oddajnikov, od elektronk do tranzistorskih oddajnikov, do digitalnih oddajnikov zdaj. Spremembe tehnologije so bile tudi zaradi zakonskih določil, med drugim prehod na digitalno oddajanje. Lahko tudi povem, da v bistvu ta prehod ne bi bil tako drastičen, če ne bi odgovorni pri nas v politiki narobe prevedli evropsko direktivo. Napačen prevod. Evropska direktiva je nekako priporočala prehod, mehek prehod iz analogne v digitalno oddajanje. Naši so pa kar dali v zakon z novim letom 2010 take it or leave it. In mi smo se morali znajti, kakor smo se znajdli. In tu potem se zdaj vračam na lokalno gospodarstvo, ki je reklo ne, VTV ne sme ugasniti, in zato smo še danes živi. Ves čas smo širili program po vsebini, nekatere oddaje so še vedno na našem sporedu, od VTV magazina do oddaje Dober večer, gospod predsednik, in seveda oddaje Dobro jutro. Že 12. novembra 1995 smo začeli z jutranjo oddajo z naslovom Dobro jutro. VTV je postala prva televizija v Sloveniji z rednim jutranjim programom v živo. To ni bila nacionalka z istim imenom oddaje. Na začetku smo se sekirali, moram reči, ker so dobro vedeli, da smo mi bili prvi, ki smo začeli z jutranjim programom v živo. Pa potem se človek navadi. Je pa tudi razumljivo, da ta mladi voditelji, novinarji ne morejo vedeti, niso poučeni, da smo mi bili prvi, ki smo dosti prej pred ostalimi začeli ta jutranji program in ga delamo še danes. Med pomembnimi datumi pa je bil tudi 3. december 1999, ko smo se vselili v novo lastno VTV hišo, kjer imamo zelo dobre pogoje za delo. Poleg tega pa je bila isti dan tudi uradna otvoritev 3. TV mreže, v kateri smo sodelovali s 5 televizijami po Sloveniji. Ves čas je posebna pozornost posvečena informativnemu programu z objektivnimi, preverjenimi informacijami o ljudeh in dogajanju z območja, ki ga pokriva VTV. Status televizijskega programa posebnega pomena smo pridobili 21. maja 2004. In kaj je dala VTV, vaša televizija, slovenskemu medijskemu prostoru? Veliko, zelo veliko. Ne da bi se zavedali, smo nekako zastavili zelo smelo, že na samem začetku.
ker smo imeli sodelavca, ki nas je pravzaprav učil televizije, to je bil Janko Šopar. Najlepše in najtežje v 35 letih? Težko je reči. Najlepše je seveda rojstvo. Takrat smo vsi videli tle eno veliko dodano vrednost tako kraju in regiji in tudi nam. Ljudje so nas podpirali. Na samem začetku pa moram reči, da nas politika ni podpirala, in zato smo bili še toliko bolj uporniški in smo kljub velikim polenom, ki so nam jih metali, ker nismo bili ta pravi. In slejte, potem se je so spoznali, da ne morajo proti vetru, kako pravi pregovor, in so se nekako vključili v naše razmišljanje, sprejeli našo dejavnost in moram reči, da zdaj dobro sodelujemo z okoljem in z gospodarstvom, tako da in politiko seveda. Kakšni pa so načrti? Načrtov je veliko. Če bomo živi in zdravi, če bomo imeli še naprej tako sposobno ekipo, predano ekipo, moram reči, in profesionalno. In tu bi se rad zahvalil vsem VTV-jevcem, ki so bili nekoč in pa sedaj naši z velikim srcem. Spremljali ste torkov VTV magazin. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lepo se imejte in srečno.